Jaz veliko poudarjam, kako je zelo pomembna drža pri vseh težavah z medeničnim dnom. Veliko ljudem to ni jasno, zato bom zdaj razložila, kako drža vpliva na stanje medeničnega dna. Medenično dno uživa, ko je v nevtralnem položaju. To pomeni, da je rahlo nagnjen naprej. Večina ljudi pa ima medenično dno obrnjeno večino časa nekje v tem položaju. To pomeni, da sedimo na tej kosti cel dan. In čez čas se začnejo te mišice krčiti in biti vedno bolj zategnjene. Kot vse mišice, recimo, če bi jaz držala cel čas rame gor ali pa cel čas držala takole nekaj težkega, bi se te mišice zakrčile. In čisto isto se zgodi pri medeničnem dnu. Mišice, ki so zelo zakrčene, niso srečne in to potegne za sabo en kup stvari. Mišice, ki so preveč zakrčene ali pa preveč raztegnjene, ne morejo se spopadati s temi silami, ki jih ustvarjamo. Torej kihanje, skakanje, smejanje in vse te stvari so preveč močne, da bi jih te mišice zadržale, da bi bile sposobne zadržati. Torej moramo najti priložnost v dnevu, da večino časa preživi naša medenica v tem položaju. Poleg tega, če pogledamo, da imamo tukaj diafragmo, ki deluje sinhrono z našim medeničnim dnom, torej, ko mi vdihnemo, se diafragma spusti in medenično dno spusti, in ko izdihnemo, povleče diafragma, torej medenično dno gor. Ampak če naše medenično dno ni poravnano z diafragmo, je nagnjeno bolj naprej, nazaj ali pa tako, ne moreta delati istočasno in zato pride tudi do težav.